misionarjev. Mene pa zanima laiki. Imate kaj laikov? Imamo dva, ja. Dva laiška misionarja. Lucija Čuk, ta je delala na Visoki planoti pri sestri Zankovičevi in ona je bila predstavljena zdaj na zahodno obalo, tako da je sama ostala. Ona že zaključuje to leto. Pa Matevž Strajnar, ta je pa v Manambunžbi, pa pri Janezu Mescu. No, tako da on pa tam tišlari. Dva imamo, zdaj enega se reče lahko nekako pričakujemo. Se je težko odločiti. Ja, se je težko odločiti, da gre, to se pravi, se je mladim težko odločiti za 3 leta. Zato smo zdaj mečkano, jaz sem prosil tega našega novega direktorja, Matjaža, da bi pa morda naredili nekaj takega, kakor je v drugih državah evropskih, 1 leto. Ker laiški misionar se mora potem vrniti v okolje. V 3 letih se pretrga kontinuiteta miselnosti, vezi, prijateljstva. Ja, to človek kar malo ven pade. In za enega, ko se bo potem še poročil v ženo in bo imel družino, to ni res dobro 3 leta. No, zdaj mislim, da se bodo odločili tudi v slovenskem prostoru za 1-letno delo laiškega misionarja. To bi vam morda potem več, da bi dobili mi tudi take poklice, ki jih nujno rabimo, strojnike, to se pravi mašiniste, da vozijo mašino, zdravnike, babce. Za 1 leto bi se kar marsikdo odločil. Za 3 leta, ja, tlele pa potem, ko ženka začne premišljevati, se pripravlja 2 leti, pa nazadnje vidi, ja, to bo pa trda. 3 leta pa kar dolgo traja. Pripravljal sem se 2 leti, je že toliko dolgo, zdaj bom pa tam 3 leta, pa se marsikaj umakne. Ni za zameriti, če se umakne. Tudi če bi nameraval že potem kakšno tako življenje, kot se je primerno za laike, ustvariti družino, bi presneto pomislil za 3 leta. V malariji živeti 3 leta, ni tako lahko. Če še kakšno vprašanje, recite. Kdaj načrtujete naslednjo? Ja, čez 2 leti načrtujem. Mi imamo tako škofijski zdaj na 2 leti, ko sem pa začel, pa na 4 leta. Je bo veliko bolj strogo. Zdaj na 2. Tokrat sem pa jaz prišel po 10 mesecih nazaj v Slovenijo. Sem pa to sestro Terezijo pripeljal domov, ker je zadnja od redovnic Smiljan. Zdaj v Šentjakobu. Ja, v Šentjakobu, ja. Zdaj po radiju nišli. Ja. Zaradi Kolkov. Kolkov, ja. In ni mogla, rabila res asistenco, da je sploh lahko prišla na avion ali pa iz aviona. Potem je pa prosila, če bi šel z njo, ker so bila 13 let na istem misijonu. No, pa sem pa šel, čeprav je delo čaka, pa sem prišel sem, pa da bi se samo obrnil, je pa le strošek. Ja, pa mamo imam še živo. Tako da sem pa rekel, zdaj pa tole bo kot 1-letni dopust, ker imam vsak letnik provada 1 mesec. Bom pa jaz to kot dopust, zdaj potem bom pa potegnil. Druga stvar, drugi razlog, da sem se odločil, da sem šel, je pa to, da jaz sem nekaj bolan, pa sem šel na preiskavo, mi pogledajo na ultrazvoku še jetra, ki imam povečane. No in potem pravi, ja, ti imaš pa kamen. Pa jaz sem tak postal, vse gre naprej življenje. Ampak kad bi zračno vozil na 1 zob, zategneno na 1. zob. Tako je šla moja vožnja naprej. In grem jaz tlele v Sloveniji, grem pa jaz na pregled, zdaj izkoristim tole pot. Kaj je bilo? Pa ona tam na ultrazvoku gleda, jaz nič ne vedel prav. Vi nimate nič, nobenega kamna na nidu. Pravi, veste kaj, ta
vaš strokovnjak za ultrazvok je premalo tega gela namazal, pa je spod sondu dobil zračni mehurček in je ta zračni mehurček odmeril, pa je rekel, da imate kamen 22 mm velik. Mal je strokovnjak, ne. Veste, kako je, pri nas vsi vse znajo. Potem pa lahko, če bi tole enega malgaša zdoletelo, pa bi ga začelo operirati, ne? Pa ga pa nazaj zašil. Ja. Ja ne, to je res imamo te težave. Tle v tretjem svetu se špilati kar takole je res kar trda. Kaj pa gobavost? A je še prisotna, kako je? Franci Mihajčič kliče. Gobavost je pa tako, z gobavostjo dali so, ta mednarodna zdravstvena organizacija je dala veliko denarja pomoči malgašem, da izkoreninijo gobavost. In to bi se moralo iz vasi v vas, bi morali jeti in presejati vse v Madagaskar njihovi zdravstveni delavci. Seveda denar je prišel noter, oni so denar lepo hitro pobasali in gobavost se je administrativno je ugasnila. Ni je več. Na Madagaskarju gobavosti ni več. Seveda, koliko imamo pa mi gobavcev, ki se pri sestrah z razjedenimi prsti na nogah zdravijo, ja, to pa mora biti pa tako, no, pa ne boste tako rekli, da je gobav. No, vse bomo organizirali zdravljenje, ampak statistični podatki pa kažejo, gobavost na Madagaskarju je izkoreninjena. Vidite, to je tretji svet, pa medicina v tretjem svetu. Pa domačin ni še nobeno za duhovnika ali pa kaj? Gre pa, ja, so duhovniki. So, samo je tako, da to so zelo redki. Pri nas imamo zdaj belcev, nas je še, morda v Škofiji 6-7, toliko nas je še belcev 32, drugi so vse domači. Vse počasi se premika. Samo to bo trajalo še desetletja. Tako da, z Božjo pomočjo vi molite za nas, mi pa vztrajamo tam. Vsak večer presvetko. Ja, hvala lepa. Za misijonsko središče Ja. imamo, smo samo v skupini. Ja. Za misionarje, za vseh 5 celin. Aha, ja. Molitvena zveza. Ja, tako. Svetovna. Ja. Smo na celem svetu. Ja, hvala lepa. Vidite, to nam pomaga. Zdaj, če vam pa še povem en primer, kaj se nam je zgodilo na svet večer, boste pa morda razumeli, kakšni učinki so vaše molitve. Jaz sem bil na svet večer že daleč na podeželju in je bila ena taka nujna vožnja. Smo mogli bolnika odpeljati v bolnico v dopoldanskih urah in se je vračal na sam svet večer ta avto domov. Zdaj pa mi imamo tako, da kadar gre avto nazaj, nakupi stvari, ki so nam potrebne. In je imel naloženo noter 900 kg riža. Ja, 18 vreč riža je imel noter. In na tem rižu so pa spali tisti, ki jih mi v šolo pošiljamo. V to šolo, ko sem rekel, da jo gradimo licej, višja srednja šola, kjer maturirajo. No in nazaj grede, seveda so bili še učenci, so odspredili zraven šoferja, pa naša cesta, ta privatna, to, kar sem rekel, da smo jih že preko 100 km naredili, je gladka, temu se reče cesta. In se lahko vozi, kdo je vozil 60 na uro? In mu nasprot pride v blagem ovinku motorist, ki je bil pa pijan. Je šel pa iz tržnega dneva, mu je zapre pot, da ga ne bi ubil. Je on hitro zavil, je pa zapeljal že na obrob ceste in ga je samo kot sveder okrog zasukalo. In se je ta masa riža zvrnila, na streho se je zvrnil avto,
na streho dolje sta padla tista dva, ki sta ležala na njem, povrh njih pa 900 kg riža. No in srečta kraju, kjer je bilo kar dosti ljudi, so hitro prileteli, so rešvali, ven potegnili ljudi, potem odprejo od zadaj, vidijo, da je enemu izpod riža ven noge gledajo po teh vreč, hitro vreče dol pospravijo, ko potegnejo ven, je še vstal. Pa pravi, se je še en not. Tistega pa sploh ni bilo videti. No in so še tiste vreče spet dol pospravljali iz njega, pa je ta drugi je tudi še vstal, še stal, ampak pa je sam se sedel. No in pol se vidi, imamo mi še en avto misijonski, to je samo za bolnice rešilc, še misijonska Toyota, ta ima Cerado. In so hitro, ker je telefon, imajo pa zvezo telefonsko z našo tole nižjo gimnazijo, so hitro tja klicali in so potem prileteli povedati, kaj se je zgodilo, vzamejo drug avto, pa so pelali tele vse v bolnico. In potem je, se vidi, takoj rentgen, pregled in so vse preslikali, kaj je bilo. Noben ne more verjeti. Zdaj, če pomislimo mi, če bi polegli enega človeka na tla tlele, pa iz višine 1 metra spustimo nanj en žakelj riža, 50 kg, kaj bi bilo z njega? Najmanj kri bi bruhal. Kapilare bi popokale pri takem šoku. Tlele je pa padlo na ta dva fanta 900 kg riža, 18 žaklov. In ko so naredili vse te stvari, pregledali, ni bilo niti enega zloma, ne rebra, niti rebra, niti okruška, vretenc, niti notranje krvavitve. Zdaj pa razumi, če moraš. Pa samo ta lahko razloži. A vidite, to so pa sadovi molitve. Zato jaz rečem, res zame je prva stvar, je molitev. Z molitvijo nam odvrnete, tle bi lahko dva bila. Mrtva, kaj bi imel potem jaz skrbi, ker bi se vse na mene ne. Jaz sem jim rekel, da ne riž pelejo. Pa potniki not, bil gladke bil jaz kriv. No in da je, gledajte, to sem jaz tudi za misijonsko napisal, pa ne vem, bo objavljeno naslednjem, ne bo. Ampak kako jaz to razumem? Zame je bila to duhovna obnova na sam Božič. Jaz sem šele 25. zvedel za to. In sem pomislil, poglej, če ena vreča riža pade na človeka, ga že izmaliči. Ker je pa 900 kg riža padlo na ta dva fanta, pa jim nič ni bilo, samo buške sta dobila, da sta bila obtovčena. Na telesu pa nobenih takih poškodb, ne? To ne more drugače razumeti, kot je Bog prevzel zadevo v svoje roke in to smrtonosno težo, to fizično težo zadržal do take mere, da je lepo legla na njih, ravno tako kot ptičje pero. Nobenih sledov, nobene stvari zaradi teže, ki se je na njih zvrnila. To je sploh nemogoče razumeti. Tle lahko samo edini, ki razloži ta pojav, to stvar, je Bog. Pa koliko let sem jaz duhovnik in nisem razumel tega. Sem bral v Svetem pismu, kako so šli Izraelci čez posuhem. Ja, pač prebereš, ne razmišljaš o tem. Zdaj pa jaz točno zastopam. Če bo Bog lahko zadržal to fizično, to težo, smrtonosno težo, da ni teh dveh ubilo, potem je Bog lahko tudi vodam razdelil vode, pa posuham Izraelce čez pelo. Potem Bog lahko naredi, da je pod kruhom in vinom njegovo telo in kri. Potem Bog lahko naredi, da je vstal, da je dvignil iz groba svojega sina. Potem Bog lahko tudi naredi,
da mene pozdravi, da tebe pozdravi, tako karkoli. Da odreši, da odpravi težo greha, da vrže res greh tako daleč, kot je vzhod od zahoda. Vse mi je razumljivo zdaj. Samo je bilo potrebno v 30 in več letih duhovništva, da sem jaz ta trenutek doživel, se bo grozno težko, ne? Bo treba ta pleh popravljati, pa vse te stvari, to so stroški. Samo, tako kot je rekel Kristus, bolje je z eno nogo ali pa z enim očesom v nebeško kraljestvo, bolje je, da se je nekaj polomilo, da se nekaj denarja, da nam je nekaj denarja bilo odvzetega, za ceno tega sem pa spregledal. Mi je bilo pa dano videti to razsežnost vere, ki sem jo nekako imel tako potihem v ozadju. Nisem razmišljal za tem. Zdaj pa mi je čisto jasno. Ja, Bog je pa res dober. Jaz pravim samo, škoda, da ljudje ne razumemo ali pa ne razumejo tega, ko bi lahko zagrabili za Božjo roko, pa bi bilo v momentu na svetu drugače. Če bi bili vsi za. Ali pa saj mi, da bi bili vsaj mi za. Potem doma ne bo več prepira, ne bo več ne vem kakšnih stvari, ali pijače, ali pa hrupa, pa težkih besed in vsega tega. Vse to bi šlo. Ja, zdaj smo pa malo, še malo taga na solo nazaj. Bilo v stilu nedeljskega evangelija. Ja. Skoraj vsake nedelji se lahko najde samo ta primer, ga lahko učitamo v Božji besedi, skoraj v vsakem evangeliju ali pa stalno se vleče nit te moči Božje roke, ki zmaguje, kljub temu, da se vsi upiramo, pa nas vseeno najde. Hvala Bogu, da ga imamo. Eden po evangeliji rekel, danes ste pa tak evangelij pravi, da mene že polovica sploh ne bi bilo več tle, če bi začalo. Uven, pravo stran. Tako je. Okay. Bomo zaključili, ja, se je že kar deleč. Hvala lepa za maševanje, za gospoda Jankota, pa za to, za te besede, kar precej takih stvari smo zvedeli, ki nam niso domače, no. Živimo v drugem svetu, ne, pa svetu drugem. Jaz vidim tudi vsako leto, nekaj ta misijonska nadvirka je ena najbolj močnih v župni. Ljudje čutijo to. Res, tudi to priložnost izkoristim, da se zahvalim. Pa tudi vam duhovnikom, ker podpirate to, ker spodbujate. Ja. Ker tako je, če je nekdo spodbujen, dobra volja je v ljudih. In te spodbude so zelo dobrodošle, pa več kot damo, več nam potem Bog tudi v drugi poti. Tako je ta njegova roka, spleta mreže, molitva je res tista, ki pomaga, samo pripomoremo Bogu, da smo voljni, da Bog spleta mreže, na katerih se mi potem rešimo. Se nas ujame za nebesa. Poklone. Ja, tebe poklone, ja. Tako je, tudi gospodo, ki me je tudi pripravljal pot, tudi poklone, ja. No? Zahvaljujem vsem, ko ste prišli do sorodnikov, od gospoda Jankota, sestre, nečakinje in drugim, ne. Mislim, da smo res nekaj dobro doživeli in mogoče je tu nekako na lepo priprava na to našo tale slovesno spominsko na 10-letnico smrti gospoda Jankota in mogoče je tudi tukaj zajeta za kar nekaj slovi, ki bo podana naprej še takrat 27. maja, ko bo ta slovesnost spominska naša. Hvala lepa. Ja.
Bog nas živi.